V današnji oddaji Klepet ob kavi o megalitskih krogih v Sloveniji, ki so starodavni načini zdravljenja, pa tudi o tem, katera posoda je najbolj zdrava, kakšne so prednosti emajla. Marija Ana pa nam približa, kako potencirati učinek naravnega preparata in na takšen način tudi prihraniti. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes boste v oddaji Klepet ob kavi izvedeli, kako lahko potencirate učinek nekih orodij zdravja, nekih naravnih preparatov in na takšen način ne samo povečati učinkovitost, posledično tudi prihraniti nekaj denarja. V moji družbi je Marija Ana Kolman, lepo pozdravljena, dobrodošla. Obstajajo torej načini, tebi so bili predani strani tvojega učitelja pravzaprav dolgo časa nazaj. Doktor Ševceva, ja. Ampak tudi ostali so mi marsikaj povedali, tako da sem sestavila pravzaprav eno zgodbo in prišla do ugotovitve, kako zelo pomembno je, kdaj jemljemo določeno zdravilo, zdravilno rastlino, karkoli, kako jemljemo, zakaj jemljemo in tako naprej. Prva izkušnja je bila pa res doktor Ševcev, ko sva se spoznala Novosibirsko na letališču, me je čakal tam v eni kavarnici, taki kiosk na letališču in za dobrodošlico, tako sibirsko, rusko, mi nalil v ene take male plastične kozarce vodko. Joj, veš, koliko sem rabila tisto vodko, po celi noči na avionu, pa to, pa sem rekla, da ne bi. Je rekel, sej ni vodka. Kako ni vodka? Sem vohala, da je vodka in je začel. Čarat? Čarat. In je rekel, izvolite, zdaj pa spite, in sem spila in je bila voda. Torej, seveda, s svojimi paranormalnimi sposobnostmi je znal delovati s svojimi mislimi tako, da tisto, jaz ne vem, kaj je bila prej tudi voda, je bila prej vodka, skratka, jaz sem popila vodo, z okusom vode. No, torej, vsako stvar, ki jo uživamo, lahko informiramo s svojimi mislimi. Tega ljudje običajno ne počnejo, čeprav bi bilo prav, da bi tudi vsak kozarec vode, ki ga spijemo, spili z mislijo, z zahvalnostjo in z željo, da nam ta voda prinese zdravje. Vse ostale stvari lahko pa po določenem protokolu, tudi to sem se naučila pri mojih učiteljih, jemljemo z namenom, da povečamo učinek in tudi prihranimo posledično. Tega ti ne bo povedal nobeden proizvajalec ali pa samo redki pošteni proizvajalci. Ne bo ti pa povedal zagotovo nobeden prodajalec, ker bo s tem zmanjšal prodajo. So pa stvari pravzaprav zelo enostavne in jaz menim, da je prav, da ljudje dobijo tudi to informacijo. Se vendar nismo tisti, ki prinašamo dobre stvari, nismo usmerjeni samo v to, da bojo ljudje tudi kupovali, ampak smo predvsem učitelji. So določene stvari, ki jih moraš kupiti, so pa stvari, ki jih lahko nabereš sam in so znanja, ki morajo biti dostopna vsem in brezplačna in človeku omogočiti, da uporablja te preproste tehnike. In danes boš vse te tehnike delila z nami. Če se komu zdi, da je to pa res malo za lase privlečeno, kako to možno, kaj homeopatska zdravila ne delujejo oziroma pripravki ne delujejo ravno na ta način? Ravno na ta način, ja. Pa lej, znanost ne more dokazati, zakaj delujejo. Zakaj? Fizika je sicer dokazala, ampak kljub vsemu. Homeopatija je v vrsti držav del uradne medicine, uporablja tehnike in znanja, ki so malo tako na meji magije in alkimije, ampak ne glede na to. Alkimistična teorija o potenciranju učinka določenega zdravila temelji na enostavnih fizikalnih zakonih, ki so sicer razložljivi bolj za kvantno fiziko, ampak gre enostavno za to, da če zmanjšamo maso, pa pretresamo, povečamo energijo.
Masni delci se spremenijo v fotone, ne bom razlagala to kvantno fiziko, ker je konec koncev nepomembna, ampak princip delovanja homeopatskih zdravil uporablja ravno to. Masa se zmanjša, poveča se pa energija. To pomeni, pri določenih koncentracijah ali postopkih pretresavanja lahko pridobimo več energije, manjše snovi, kot pa jo ima sama snov brez teh tehnik. Dobro. Torej, kako to izgleda v praksi? To pomeni, da mi porabimo manj, naredimo neko tehniko in bomo imeli večji učinek. A ni učinek odvisen od kakovosti in količine? Od kakovosti ja, od količine pa ne, če uporabljaš določene načine potenciranja. Poglej, enkrat pred leti, ko sem govorila o vodi, sem ljudem priporočala, da naj ne vlačijo za izvirov na tiste datume 20 litrov vode, cele kontejnerje vode, ampak naj si nalijejo pač vodo za nekaj dni, ostalo pa naj v eni steklenici uporabljajo po homeopatskem principu. To pomeni kapljico 2 v liter običajne vode, pretresajo in voda, zlasti, ker je odprta za informacije, dobi informacijo. Liter vode dobi informacijo kapljice vode. To je to. Ampak seveda ljudje težko verjamejo, ker si misli, če na embalaži proizvajalca piše 3-krat na dan 1 žlica, je treba imeti 3-krat na dan 1 žlico. Ja, če pa ti poznaš, tako kot sem rekla, določene postopke potenciranja, je pa ta količina lahko večja. Eden izmed teh postopkov je ta homeopatski način rečenja in pretresanja. Potem so pa še načini, ki so pa zelo pomembni in tudi zelo enostavni. To so? Eden je, kdaj vzeti, recimo eleuterokok, ali pa čago, ali pa oboje skupaj. Eleuterokok s čago, lisičke in tako naprej. Pač naravne stvari, kdaj jih jemljemo, da je to resnično močna podpora pri zdravljenju in da je učinek tak, kot ga želimo, čim hitrejši in tako dalje. Jemljemo vedno pol ure pred obrokom. Pol ure pred obrokom? Vedno, brez izjem. Potem, kaj je še pomembno? Jemljemo tako, da ne pogoltnemo, ampak damo pod jezik. Zakaj pod jezik? Sublingualni način uživanja določenih zdravil ali določenih preparatov, predvsem pa zdravilnih sestavin, je znana tehnika ne le v medicini, farmaciji, tudi fitomedicini in ljudskem zdravilstvu. Pa včasih niso vedeli, da imamo mi pod jezikom določene centre in da snov, ki jo zadržimo pod jezikom, obide proces metabolizma in tako dalje. Ampak so iz izkušnje vedeli, da določena snov deluje hitreje, če jo nekaj časa zadržimo pod jezikom in tudi učinek je večji. Danes to poznamo večinoma samo pri zdravilih, ki jih uporabljamo pri srčnih obolenjih ali pa aritmijah in tako dalje, ali srčnih zastojih. Pod jezikom zadržana snov, recimo žlička čage, se razpusti slino in skozi zelo prepustno sluznico v ustih preide direktno v sistemski krvni obtok. To pomeni, obide to pot, želodec, črevesje, jetra, metabolizem in obide presnovo, ker v jetrih se snovi spremenijo. In prvi učinek tega uživanja oziroma dajanja pod jezik je ta, da gre direktno tja, kamor mora priti, drugi pa, da deluje hitreje. Torej, zaradi tega kapljica živice pod jezik, preden zaspimo.
Prvič zaradi tega, ker imamo pod jezikom tudi centre za nadledvično žlezo in kapljica, ta čarobna kapljica živice tik pred spanjem, ki ima tako širok spekter delovanja, deluje tako močno še zaradi ene druge stvari. In ta stvar je sicer znana, zelo znana v ajurvedski medicini oziroma tudi v tradicionalni kitajski medicini. So pa lani Nobelovo nagrado za medicino dobili 3 znanstveniki, Rosbach, Young in Heim, ki so odkrili tako imenovani cirkadialni ritem. Oziroma ritem notranje biološke ure, ki je znan v ajurvedski medicini že od nekdaj. Tudi v tradicionalni kitajski medicini, tisočletja star sistem. Ampak danes je pač tako, da vse hočemo imeti evidentirano, preverjeno in po svoje je to prav, ker človek mora le razumeti, kaj se dogaja v organizmu, da bo potem verjel, da neka snov tudi deluje. Ja, ampak je pa vseeno smešno, da tisočletja velja ena zadeva, ki zares dobro deluje, tudi sama jo prakticiram, sploh kar se tiče spanja in želodca in vsega ostalega. In zadeva velja tisočletja, pa en dobi Nobelovo nagrado za to. To je pa res odkritje. Ja. Mislim, tisočletja stara zadeva je, halo, in zdaj je to, kaj, 24-urni cirkadialni ritem, sliši se zelo znanstveno, a pravzaprav gre za nekaj, kar obstaja tisočletja, wow. Pa veš, kaj je smešno, da so vinsko mušico uporabljali za to, da so izločili ta gen, pri katerem so raziskovali vpliv dogajanj na nebu, luna, sonce in tako naprej. Ja, ampak kljub vsemu, poglej, če ti jemlješ, recimo imaš neke težave z jetri, kdaj boš jemal imunostimulatorje, adaptogene ali, ne vem, zdravilna zelišča, pegasti badelj, da boš organ, ki ti ne deluje tako, kot bi mogel, okrepil, pozdravil, razstrupil in tako dalje. To je važno. In ravno ta cirkadialni ritem, oziroma ritem naše notranje biološke ure, je včasih bil tudi upoštevan pri operacijah in pri doziranju zdravil, tudi kemoterapevtikov. Kdaj določenemu pacientu, to je tako imenovana kronoterapija, ko se upošteva čas, kdaj je potrebno določenemu organu dati neko podporo. Takole, spoštovani gledalci, gledalke, no tale čas, dajte si prepisati, mi vam pokažemo tole fotografijo. Skratka, nekaj, kar je potrdila znanost danes, medtem ko velja in že dolgo časa se torej uporablja. Sama to uporabljam predvsem za krepitev vseh organov, zelo dobro pogledam in tudi potem informiram, predvsem pa mi je pomemben tisti del, kdaj moraš iti spat, pa take zadeve. Ko se enkrat naučiš živeti s tem, v bistvu hitro ugotoviš, da je to naravni ritem in da je to tisto, kar pa res paše. Ja, skuram spat, s petelini vstati. Tako. Zakaj? Pa tudi ta od 5 do 7 voda, zaradi mehurja in zaradi vsega, neverjetno, kako lahko res optimiziraš celo življenje s poznavanjem nekega notranjega ritma. Res je, no, in tisto vprašanje, zakaj živica pod jezik tik pred spanjem, v obdobju od 9 zvečer do 11 zvečer je povečan pretok oziroma povečana aktivnost in senzibilnost in tudi sposobnost sprejemanja zdravilnih učinkov endokrinih žlez. Zato takrat kapljica živice pod jezik. Kaj pa bi rekla, kdaj bi bil najbolj primeren čas za tole protiparazitno kombinacijo krasno, čudovito lisičke, skorje, trepetlike in pa nageljnove žbice?
Na vsak način od 5 do 7, takrat, ko je povečan pretok energije skozi debelo črevo. Takrat gremo tudi na blato, a ne, in po tistem... Zjutraj ali popoldan? Zjutraj, ja. Ko opravimo to jutranjo higieno, je treba popiti mogoče kozarec 2 mlačne vode skupaj z lisičkami. A ne. In potem je tako in tako že pol ure pred zajtrkom. Tako je, tako je. Odlično, se pravi zelo preprosto, ampak je tole nekaj, kar bi si morali ljudje res prepisati, da imajo doma in da vidijo. Torej še enkrat, dobro poglejte, tale čudovit, krasen krogec življenja, bi mu skoraj lahko rekli, sicer pa bomo le to fotografijo objavili tudi na naši spletni strani klepetobkavi.si. Je mogoče, glede na to, da je čaga taka res posebna, ki deluje na več različnih sistemov, pravzaprav na vse notranje organe, kdaj bi bil potem najboljši čas za le-to? Tudi zjutraj? Za čago je tako kot za eleuterokok, zato je prišla tudi ta ideja, kombinacija čaga z eleuterokokom, najboljši čas zjutraj. Seveda ravno tako pol ure pred obrokom, ampak v obdobju od 7 do 9 je čas za naš trebuh, torej organi v trebuhu. S tem, da jaz prav posebej pri čagi priporočam, da se uživa tako, da se za nekaj časa, nekaj minut zadrži pod jezikom. Jaz mislim, da je to prav zanimivo, kako ljudje takoj zaznajo učinek. Pa ne velja zdaj to samo za čago, eleuterokok in te stvari, ampak poglej, nekaj dobrega, naravnega, domačega, eno jagodo gozdno ali pa z domačega vrta, si daj pod jezik. Kako svežilno deluje in tvoje telo te substance v bistvu prepoznava čisto drugače, kot če ti to samo poješ. Pa zraven gledaš še televizijo, pa se z enim kregaš po telefonu. Ja. Odlično. Najlepša hvala za vse informacije, ki si jih posredovala. Ne samo, da bomo prihranili v svoji denarnici, pravzaprav bomo tudi povečali učinkovitost vsega tega, kar uporabljamo za zdravje. Mogoče še ena beseda o tem. Svoje starše recimo nikakor ne morem prepričati o tem, da je za svoje zdravje treba nekaj narediti, še preden te nekaj začne boleti oziroma imaš težave. Kako pomembna je tukaj preventiva v vsem tem, ker ljudje mislijo, zakaj bi zapravljal denar za svoje zdravje, če nimam težav, potem pa, ko imajo težave, zapravijo bistveno več, včasih pa je tudi prepozno. Je bolj učinkovito tudi, da delamo bolj na preventivi kot kurativi? To je pravzaprav namen osveščanja ljudi, mislim tudi tvoje oddaje. In poglej, če pogledaš recimo zobozdravstvo pri nas, kako so, jaz sicer ne vem, kdaj je to bilo, ampak spomnim se razlike, ko sem bila jaz otrok in smo hodili k šolskim zobozdravnikom in ko so bili moji otroci majhni. Kakšen velik napredek je zobozdravstvo naredilo pri preventivi in kako odlične rezultate zato imamo. Moji otroci nimajo nobene plombe. Wow. In enako velja tudi za ostale zadeve. In jaz mislim, da se je potrebno samo malo bolj ozreti okrog, ker osveščenost ljudi je tista, ki bo vsakogar napotila na to, da bo začel o možnosti bolezni razmišljati prej, preden jo bo dobil. S tem bo pa v bistvu recimo v 90% odpravil tudi sploh možnost, da bi do bolezni prišlo. Torej, preventiva. Z vsem tistim, kar to pomeni. Dovolj gibanja, zdrava hrana, razmišljanje o tem, da občasno vzameš stvar, ki deluje tudi preventivno, v veliko manjših količinah, kot jo potem potrebuješ, ko je potrebno zdraviti, in tudi take stvari, kot je razstrupljanje oziroma odprava parazitov, sprotno odpravljanje toksinov, strupov in tako dalje, tedensko naravno klistiranje, kar pomeni 2 deci tople sirotke spiti
enkrat na teden in tako dalje. Vrsta priporočil je. Najlepša hvala. Vrsta priporočil, ki pa so vendarle povsem neučinkovite, če jih enostavno ne prakticirate. In tukaj jaz vidim, da se največkrat zalomi, da ljudje se enostavno ne spravijo k temu. In naj bo misija klepeta ob kavi ravno ta, da vas dobesedno brcne v rit. Če pa vendarle bi želeli nekaj narediti, pa ste se znašli na tanjši poti, kjer ne veste, a bi levo, a bi desno, kam pravzaprav bi, potem lahko svoje vprašanje zastavite tudi Mariji Ani. Celo na naši spletni strani smo objavili rubriko Marija Ana odgovarja, kjer lahko torej postavite svoje vprašanje. Marija Ana pa bo poskrbela za odgovor. Brez skrbi, zagotovljena je torej diskretnost in anonimnost, tako nihče ne bo vedel, da ste to vprašali vi. Sicer pa obstaja tudi možnost, da je vaše vprašanje nekdo že zastavil. Tako da dajte pogledati pod kategorijo Marija Ana odgovarja, hitro najdete torej kakšen nasvet. Če pa imate vendarle novo vprašanje, pa ga zastavite. Več kot dobrodošlo seveda je. Zdaj pa akcija, reakcija, od teorije k dejanjem, od besed k dejanjem. Tole pa za kaj večjega, ne? Tako, potem za kaj večjega pa lepo stvari pokrijemo in damo v pečico peč in se v lastnem soku oziroma soparjih pripravljajo. Tole je za ameriški Thanksgiving.